je koliko pa vaš dizel nuca? Ne mi zdaj reči, moj 2.0 nuca pa 3.3, porka Marija. Jo. A veš, kako bi tale vlog lahko zaključil v ene 12 sekundah? Tole, kar vidiš za mano, je Seat Tarraco. Praktično vse, kar velja za Škodo Kodiaq, velja tudi za njega. Govorimo o platformi, o prostoru, o tehniki, ajde, oblika je pa vsem malo drugačna. Nič, aj to za danes. Ajde, čau. A veš, in na en način ne bi prav dost kiksnil. Enaka osnova, zelo podobni rezultati. Ampak, ker se pa pol pobliži spoznaš s številkam, pa s feelingom, pa s kabino, pa vozno dinamiko, pa konc koncev tudi s prostorom, je pol pa vsem vidiš, da so razlike. A veš, že pri merah prihaja do rahlih odstopanj. Tarraco je recimo od Kodiaqa za švoh 4 cm daljši, ampak je pa tudi majčken ožji. Pa valjda sta v kabini oba fejst prostorna, moram pa eno stvar priznati. Zdi se mi, da je vsem v Tarracu placa v širino, za ramena za par centimetrov več. Placa pa itak veš, da je že v Kodiaqu ogromen, tukaj noter pa včasih imaš feeling, da malo odmeva. A ja pa da ne pozabim, Kodiaq ima, ko prijemo do kufra za ene 10-20 litrov več te osnovne prostornine, ampak ne pozabi ene stvari. Ko govorimo o cifrah, tam okrog 700 litrov pa še malo čez, je pa se to ne pozna toliko, ne da? Je pa še nekaj drugega res, ko pa butneš dol še drugo vrsto, je pol pa razlika vsem malo večja. A koliko placa je pa razlike, ko butneš žice dol? Ja, pri Seatu se ga sprosti za, mislim, da švoh Jurija 800. Čak, prijem kje? Pri Kodiaqu pa za dobra 2 Jurija, to pa je že nekaj razlike, ampak spet, Jurija 800, to ni toliko malo. Je pa avto 7-sedežnik, kar pomeni, da z tega podna butneš gor še dodatne zice, vidiš? Da imaš še enega gor. Evo takole, zdaj pa ta prostornina, osnovna, ki jo vidiš, to se pravi, ki je uporabil vseh 7 sedežev, je 230 litrov. Pa to drugače lahko zice podiraš s telim vzvodom, vidiš? Ampak to ne velja za to vrsto, to tretjo. To velja za to drugo vrsto. Ajaj, jebi. Ok, sedim. Pojd gor, no. Kaj je to? Za otroke bo, za odrasle. Ja, to je pa bolj tako, no. S kolenčki sem malo v sedežu, predvsem pa se mi zdi, da imam v primerjavi s Kodiaqom, če se prav spomnim, za glavo malo manj placa. Zdi se mi, da je tale šipca manjša, kar pomeni, da je tukaj feeling za odraslega malo manj prijeten, ampak za otroke to pa šlo. Ker se pa placa v drugi vrsti tiče, stari, se veš, tukaj ponovati pravim, če ti ga pa tukaj zmanjka, pa ali ima smotan, ali si pa primaš brezec, druge ni. A ja, panoramska streha. Je pa drugače Seat kar v šunku, ne? Najprej Arona, pa Ateca, zdaj še Tarraco. Še preden bo konc tega desetletja prav, da jo predstavlja še 4 nove avtomobile. Pravzaprav sem slišal, mislim, da je to ta pravi podatek, da je Seat v tem trenutku najhitrejše rastoča avtomobilska znamka. Kar se pa tiče kabine, feelinga, notranjosti na splošno, ergonomija štima to itak. Drugače pa sestavljenost, oblika, preprosto, ampak lično. To je tudi dosti pomembno. In delovno okolje z voznikovega zornega kota zgleda takole. Pa če sem že govoril v primerjavi s Kodiaqom, a veš, česa tam zaenkrat še ne dobiš? Digitalne instrumentne plošče, katere videz lahko recimo prilagajaš takole, vidiš, z enim samim pritiskom stikala na volanu. Lahko imaš klasične merilnike, lahko se odločiš za malo bolj sodobno, drugačno predstavitev, potem imaš pa tukaj še ta tretja, ta je pa najbolj taka oštra. Niso pa digitalni merilniki del osnovne opreme, to treba razumeti. Treba malo višje splezati, pa jih pa lahko dobiš. So pa fajn, niso pa nujni. No, pol prijemo pa do vozne dinamike. Veš, tukaj pa jaz tisto razliko s Škodo še najbolj opazim, zato ker je Seat Tarraco vsem malo bolj čvrst. Se mi zdi, da se to tudi spodob. In jaz rečem, da je Seat v tole svoje paeljo ruknil še malo flamenka. Mu paše. Ampak ne pa tega narobe razumeti. Še vedno je avto zelo udoben, pa še en detalj mi je všeč, a veš kjer? To, da je luč kao čez celo rit. Ni v resnici, ampak dobro pa zgleda. Pod havbo je pa veš kaj, noben presenečenje, 2.0 dizel. Čez tega motorja nisem preizkusil vsaj ne 500 avtih, nič ne rečem, 140 kW, to je ne 190 konjev, pa jih ni preveč, veš, zato ker avtomatski menjalnik, dodatna masa. 4-kolesen pogon, dodatna masa. Cel avto je ogromen, koliko 4,80 m pa drobiš, se mi zdi. Bi šlo tudi 150 konjskim dizlom,
ampak je tole malo boljše. A veš, nimaš občutka, da imaš kojnov čez glavo, ne? Se ti zdi glih prav, še posebej takrat, ko avto naložiš. Poraba pa od 7,3 do 7,4, včasih tudi do 7,5, 7,6. Zdaj mi pa vi povejte, verjamem, da je med vami, ki gledate, tudi dosti takih, ki imate tak motor v svojem avtomobilu, podobno zmogljivost. Je koliko pa vaš dizel nuca? Mi zdaj rečete, moj 2.0 nuca pa 3.3, porka Marija. Drugač pa kakšnih resnih pomanjkljivosti jaz nisem opazil. Je res, da nisem zelo pikolovski, me pa ena stvar mečken zmotila. Ta avto je, se mi zdi, da serijsko opremljen s sistemom, ki ti pomaga vozilo zadržati na voznem pasu, če ga imaš vklopljenega. In se mi zdi, da je včasih ni dost precizen, v smislu, da jaz držim roko na volanu, ampak se peljem po skoraj ravni avtocesti in avto ne zazna moje roke na volanu in mi teži, da je roke na volanu. Jaz imam roko na volanu. Aj pa mogoče samo še nekaj. Daj mi povej, ker me zanima, kako razmišljate. Če bi bili cenovno poravnani, mislim, se velikih razlik mislim, da ni. Za koga bi se odločil med Kodiakom, med Tarakom, pa Peugeotom 5008? Recimo. Po eni strani zrelaksiranost Škode, pa mogoče celo malo mehkejši setup v družinskem smislu, celo malo bolj ustreza. Po drugi strani se mi zdi, da je dizajn Seata na zunaj tak lušten, po tretji strani pa, ko se usedeš v Peugeot 5008, vedno in še vedno misliš, da sediš v konceptnem avtu, zato ker je kabina res dosti kljuke in tudi jaz ne vem, kako bi se odločil. Res ne.